Hvala. Magister Miroslav Gregorič, za vami dobi besedo Alenka Helbl, izvolite. Hvala, spoštovani. Pred nami ali pa za nami je še ena sramotna seja, za nami je še eno kraja časa mojega in 50 poslancev koalicije v predvolilnem boju, ki ga je opozicija in predvsem SDS začela 2 minuti po verifikaciji mandatov, ne vem kjerga, maja ali pa junija 22. leta. Problem opozicije pa je, ker ne znajo seštevati. Ne znajo seštevati za 46. In mislim, če bi to znali, bi bilo bolj. Tako da jaz predlagam, da vzamajo en šnel kurs iz seštevanja ali pa grejo v kakšno večerno šolo, večerno osnovno šolo. Ta zakon seveda je totalen nonsens in ga ne morem podpreti. Dobro, kolegica Alenka Helbl, za vami Tamara Vonta, izvolite. Hvala za besedo, sem prav vesela, da govorim za kolego iz Svobode, ker očitno ne ve, kaj je demokracija in kaj pomeni parlamentarna demokracija. Nekdo me je žalil danes že 2 uri in več. In se ne smemo zvati na žalitve. Sramotno, zavajanje, laganje, vse to ste nam očitali. In dovolite, da povemo to, kar lahko v hramu demokracije povemo. Ja, in bom povedala naslednje, kaj je sramota. Sramota je zavajanje, vaše zavajanje volivcev, je prej kolega Černač že vse naštel, od dolgotrajne oskrbe, o tem, kar vam govori in celotni Sloveniji predsednik vlade, kako živimo v odlični kondiciji, država v odlični kondiciji, vsi nam zavidajo in tako naprej. Ne bom zdaj, ker nimam dovolj časa. Vi žalite vse državljane, ki so šli 11. maja na referendum. Žalite jih. Žalite vse volivce, ki vas ne volijo, vse ostale državljane. In vprašajte volivce, kaj bi rekli na ta predlog zakona. Ali so torej proti ukinitvi vseh dodatkov takšnih in drugačnih pokojninam. Mislim, da vam je znano. Ko je šlo za vaš, pri prejšnji točki, ko smo govorili o zakonu o prostovoljnem končanju življenja, je bila za vaš 54,89% uspeh velika večina. Pa je bilo takrat 378 tisoč in še nekaj volivcev na referendumu. 11. maja je bila razlika 93:7, 404 in še nekaj tisoč volivcev. In nekaj, takrat, ko gre za vaš referendum, je okej, ko gre za referendum opozicije, pa ni okej. Nisem proti kulturi, to je čisto zavajanje in čista laž in predvsem žalitev. Samo to, ker mi je zmanjkalo časa. Dobro, hvala, si bomo zapomnili vaš povišan ton. Naslednjič, a ne, ko se boste pritoževali nad kom drugim, prosim, umirite se. Dajte, malo se umirite, kolegica Helbl, je vse v redu. Kolegica Grgurevič, kaj želite? Ne boste nič, dobro. Kolegica Tamara Vonta, imate besedo, za vami pa še predlagatelj Zvonko Černač, izvolite. Hvala lepa, zelo malo časa je. Želim samo povedati, da je ta referendum dokaz, kako lahko zmagajo laži. Zmagajo laži, ki jih postaviš na temelj enega golega čustva, ničesar drugega kot čustva. In ta referendum in ta razprava danes nima zveze ne s kulturo, ne z umetnostjo, ne z upokojenci, ne z dobrobitjo te države, ne z ničemer. To je enostavno en der Untergang, ki mu bomo priča do naslednjih volitev s tiste strani. Der Untergang. In proti temu je zelo težko najti kakršnokoli zdravilo. Zelo težko, ker oprostite, če se trudim pri vsem svojem telesu, ki ga ni malo, se ne morem toliko lagati, ko se vi lažete. Nemogoče. To je preprosto nemogoče. In če se pogovarjamo o tem, kaj je umetnost, ker nekdo z vaše strani je že povedal, da bo to eden glavnih momentov predvolilne kampanje, dojenje psov. Lepo prosim, ali je to umetnost? Ali je to umetnost? Ali je to umetnost? To so slike španskih katedral iz 17. stoletja. Dojenje psov. Ali je to umetnost, spoštovani SDS? Povejte, je to umetnost?
ker iz tega ste se norčevali in to je čista sramota. In kdo ste vi, da boste govorili, kaj je umetnost? Pojma nimate. Hvala. Prav, izvolite, kolega Zvonko Černač, izvolite. 404.215 volivcev je povedalo, kaj si misli o tem vašem zakonu in o tem vašem zaznavanju tako imenovane umetnosti. Najprej ste odpravo zakona iz leta 1974, za katerega ste nekaj mesecev utemeljevali, kako je slab, kako se po njemu ne da delati, zagovarjali sami. Sami ste predlagali njegovo odpravo v tem državnem zboru, glasovali za to, da se ta zakon odpravi v sklopu tako imenovanega novega modernega zakona. Potem, ko vam je preko 400.000 volivcev reklo, da je proti kakršnikoli privilegijem, ne glede na to, kako modern ali pa nemodern je zakon, zdaj pa tega glasu nočete slišati. In še enkrat, vsi tisti, ki boste danes glasovali v nasprotju s tem, kar so ljudje povedali 11. maja, glasujete v nasprotju z voljo ljudi. Tega se pač morate zavedati. Ljudje so zelo jasno povedali, da so proti kakršnim koli privilegijem na področju dodeljevanja izjemnih pokojnin, še posebej pa so proti zakonu iz leta 1974, ki govori, da se dodeljujejo pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge za svoje dosežke na območju Slovenije oziroma Socialistične federativne republike Jugoslavije. To je zelo jasno in nedvoumno. In vkolikor tega zakona pač ne boste odpravili, povem še enkrat, jaz si res ne znam predstavljati ministrice za kulturo, pa če tudi je to Asta Vrečko, in ne predsednika vlade, pa če tudi je to Robert Golob, ki bi ob tako jasnem proti in ne skoraj 500 milijona volivk in volivcev proti zelo jasnem glasu ljudstva, ministrica prišla na vlado, vlada pa potrdila povsem tam neko izjemno pokojnino v višini 3095 evrov. Tega si res ne znam predstavljati in kot sem povedal, vkolikor danes ne boste glasovali za razveljavitev tega zakona, bomo to vprašanje seveda odprli. Odprli ga bomo ponovno v sklopu celovite pokojninske reforme, ker bomo seveda odprli tudi številna druga vprašanja, ki zadevajo tako 650.000 sedanjih upokojenk in upokojencev, kot zadevajo vse bodoče upokojenke in upokojence, s ciljem, da se ta zakon izboljša in da se odpravijo v njem vse anomalije, tudi vsi privilegiji. Dobro, zdaj pa zaključujem splošno razpravo in sem kot predsednica Državnega zbora sedaj dolžna opozoriti na nekatere stvari, čisto pravne, ne glede na to, ali pač zaupate mojemu pravnemu znanju ali ne. Bom citirala še enkrat 25. člen Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki pravi: 1 leto po razglasitvi odločitve na referendumu Državni zbor ne sme sprejeti zakona, ki bi bil vsebinsko v nasprotju z odločitvijo ljudstva. Ne razburjajte se, kolega Černač, ne razburjajte se, boste dobili tudi svoje proceduralno. Prosim, če vam kaj ni všeč, lahko greste ven. Potem pa, da vam seveda razložim naprej. Opomin vam dajem, kolega Černač, prosim, umirite se, govorim kot predsednica Državnega zbora in sem dolžna opozoriti na to zakonsko določbo. Hkrati sem dolžna opozoriti na ustaljeno parlamentarno prakso, Vi nimate kaj razpravljati, prosim, da prenehate kršiti poslovnik. Kolega Černač, prosim, da me date mir in se umirite in lepo sedite na svojem sedežu in poslušate. Ne, seveda vas ne bom poslušal. Parlamentarna praksa. Vi samo vodite sejo Državnega zbora, parlamentarna praksa. Če želite razpravljati, se prijavite k razpravi. Kolega Černač, prosim, če ste tiho in date mir. Hvala lepa, da se boste odstranili. Sam. Tako, parlamentarna praksa je opozorila, da vsebinsko nasprotovanje oziroma oglede tega se je referirala na isto družbeno razmerje. To sem vas dolžna opozoriti, ker Državni zbor ne sme odločati v neskladju s sprejeto zakonodajo. Je v redu, prosim za mir, lepo, samo da končam, res, ker želim samo opozoriti na zakonsko določbo in želim opozoriti na ustaljeno parlamentarno prakso, ki je pač tukaj zavzela stališče, da to vsebinsko nasprotovanje pomeni, da kolikor je vložen predlog, ki ureja isto družbeno razmerje, se pač tak predlog ne more sprejeti oziroma ta vsebinsko nasprotovanje dejansko se navezuje na ta termin istega družbenega razmerja, ki pa je poslovniški termin. Jaz sem želela zgolj in samo na to opozoriti. Vem, da je bilo veliko tamle hude krvi, škoda, da me niso poslušali do konca. Želela sem samo opozoriti na to, da ste kot poslanke in poslanci pozorni na to,
ker pač seveda se trudim in sem vedno trudila, da Državni zbor ne bi deloval nezakonito, je pa seveda popolnoma vaša odločitev, kako se boste ob glasovanju odločali. Torej, vsak predlog, ki je v nasprotju oziroma ki ureja isto družbeno razmerje, o katerem se je odločalo na naknadnem zakonodajnem referendumu, ne more biti sprejet še eno leto po referendumu, po razglasitvi rezultatov referenduma, da ne bi posegali v voljo volivk in volivcev. Zgolj in samo to sem želela sporočiti. Hvala vam res za vse, ki ste pač potrpeli z mano. Želite še kaj dodati, kolega Prosen Kralj? Imate postopkovni predlog? Izvolite. Glejte, samo eno majhno zadevo glede tega izpada, zdaj, ki smo bili deležni v Državnem zboru in izpada agresije. Prosim, če bi lahko na naslednjem kolegiju malo obravnavali tudi te stvari, kajti jaz razumem, da so katere stvari zelo napete in da nekateri ne morejo lahko prenesti sploh čisto splošne razprave v Državnem zboru in tle se odpira marsikakšna vprašanja tudi varnosti. Tako da bi prosil, če kakšno besedo imate tudi na to temo. Hvala. Hvala lepa, sem slišala vaš predlog. O varnosti je vedno dobro, da se pogovarjamo, tako da bom odprla tudi to razpravo na kolegiju.